A mi že od tale žmigoca ga navdal? Ja, stari, ti se noč zbudil do 3 popoldne, preseže me. Ja, Mazda 3 to drži, ampak ta vlog se ne bo vrtel okrog tega avtomobila. Imamo en višji avto za sprobat. Mi grede tale trojka, glede na to, da ni neka izjemno športna izvedenka, je taka stvar užitka na cesti. V tem pogledu me fejst spominja na Forda Focusa. To je un avto, ki ne glede na to, kam greš, a se boš odpeljal sam za vogal do pekarne, ali pa dolga tura, vse en avto se ti odkup s tako prijetno vožnjo, pa s tako dobrim feelingom za volanom, da je pač veselje jo je voziti. Drugač pa cilj BTC letališka 1, atmosferska pisarna, tam me čaka tisto avto. Pa ška, še nekaj jabim prevzeti. Ok, kva bomo? Evo. Hvala lepa. Ajde, čau, adijo. Ajde, čau. Ok, zdaj pa zares. Always look on the bright side of life. In če se sprašuješ, če bo ta Mazda tudi v vlogu, nisem se še odločil, zato ker trojko sem že kar dobro potestiral v komotra minuti, se mi zdi, da ne samo enkrat, ampak dvakrat, ker pomeni, da jo bom verjetno umestil v Quickie ali pa naredil en obsežen set storjev. Eni spijo na cest. Life is jolly rotten, in case you have forgotten. Ja, stari, ti se noč zbudil do 3 popoldne, preseže me. A mi že od tale žmigoca ga navdal? Hvala, da ne. Vsi smo da žmigoc, une dva spredi, jaz, ta pa... Who needs that? Not me! Veš, da smo pred pisarno, tamle sta parkirana 2 avtomobila, moj dragi Darko in avto, o katerem bomo govorili danes, Ford Kuga. Ja, ta že laufa, hibrid, veš. Mater, vse klaviši sedi, veš, kaj SUV, ko v Mazdi 3 se sedi ful nizko. Ok, pejmo. Lej, za začetek ti moram priznati, da sem pričakoval, da se bo tale Kuga v poplavi testnih avtomobilov, 2 testnih flot, komotra minute pa atmosferske flote, da se bo kar malo zgubila, ampak se ni. A veš, v času testiranja tega avtomobila se je po rodništvih svalko tudi Hyundai Tucson, sodobnejši avto, pa Mazda 3, pa BMW iX, Kapetanovič je vmes pripeljal še BMW 4 Grand Coupe, pa še ne 2 avtomobila. Zdaj bom jaz Kugo parkiral na naš uveljavljen plac, pa upam, da se kakšen vlak njim pripelje, tako kot ponavadi, ne. Damo P. Glavno, da skrajšam zgodbo, na koncu sem se s Kugo od vseh avtov, ki sem jih omenil že prej, peljal daleč največ, malo tudi zaradi razmer, ker sem pač potreboval velik avto z veliko dosega in v tem primeru sta prišla upoštev Kuga pa Tucson in tudi vesel sem, da se je to zgodilo. Zato, ker sem s Ford Kugo naredil zares ogromen kilometrov. Večino časa je bila polno obremenjena, torej 5 ljudi, poln prtljažnik, stresen test za vsak avto, pa ne sem zaradi prostorskih potreb. Veš, Kuga je na koncu stala prva izbira za avto, ki nas je odpeljal za par dni na morje, ker pomeni, da smo do konca nafilali kufer, pa drugo vrsto tudi. Ker je seveda evidentno, avto moram, preden ga vrnem, malo posesati, spucati, takšen ga ne moram nazaj dati. Pa če že kažem drugo vrsto, dajmo najprej v prostoru, 3 otroci, 2 otroška sedeža, vsak na svoji strani, pa tukaj na sredini vsem dovolj prostora za 10-letnico. Ni bilo prostora na pretek. Mislim, tukaj v širino ga ni SUV-ja tega segmenta, kjer bi rekel, me placa kakor češ, ker ga preprosto ni, če daš 2 otroška sedeža. Razen, če imaš unten nov otroški zic od rekara, kjer lahko bočno zaščito, ki je ponovadi zelo debela, na obeh skrajnih koncih sedeža odstraniš, glede na to, kam je sedež postavljen. Torej, če sedeš zadaj levo, jo na levi strani obdržiš, na desni strani odstraniš in obratno, če sedeš tukaj. V glavnem, pojmo naprej. Prostora v Kugi je velik. Tudi dostop do druge vrste je lahkoten, lahek, mislim, tudi zato, ker avto dvigne. Zdaj pri prtljažniku je pa tako, če se jaz ne motim, je tukaj le 540 litrov, aha, lej, super, še nisem vam dal. Prostora je za 540 litrov tam nekje. V navadni Kugi ga je za dobrih 580, ampak ta je pa priključen hibrid, ker pomeni, da se moraš odreči 40 litrov. To se meni ne zdi nobena tragedija, če pametno pakiraš, je 540 litrov več kot dovolj, se strinjamo. In glede na to, da je priključen hibrid, sem jaz potem, če se malo da umaknem, kable pospravljal semle v dvojem poden, sem pa kje lahko kakšen liter pridobiš, a pa zgubiš tudi s pomikom naslonjala druge vrste. Vidiš, v tem primeru se to odlično vidi. Skratka, prostora tukaj noter je dovolj, če spakiraš za nedopust, je pa res, da mrzno na dopustu želi početi ogromenih dodatnih aktivnosti, kar pomeni, da si boš verjetno v mislu kaj za na streho. A ne da?
No, a boš pa še malo boljš razmislil, pa si boš kupil karavana, a ne? Ja, pa če je res, no, kaj ne ti rečem? A ja, ne, nekaj sem še hotel pokazati, čakaj. Morda edin pomislek namenjam tele sicer zelo prilagodljivi polici, ki se upogne tudi, če se naslon na tovor, kar je fajn, to sem pohvalil že pri marsikakšni Toyoti, recimo pri Yarisu Cross, vidiš? In zdaj poudarjam, da lahko da moj pomislek ni na mestu, tako sem jaz razmišljam, ampak ta polica se mi je ne dvakrat, ker sem pol to vse gor pa dol, levo, desno, se mi je dvakrat tukaj gor snela, vidiš? Gre za en tak preprost sistem, vidiš, tukaj je na vrvici takole zahaklan, tukaj zgori se pa takole noter zahakla. In ko tole pošlataš in s tem rokuješ, imaš kar občutek, da ni dost. Vpraša se, a bo to zdržal celoten življenjski cikel avtomobila, ampak ko pa jaz vem, verjetno pri Fordu vejo boljše kaj jaz. Pustimo, pri meni dela. En gumb tukaj, en gumb tam. Valjda lahko pretlažnik odpreš tudi z brco pod avto, lej. Simple, ne? Mene zdaj bolj zanima, če ga lahko tudi zapreš z brco. A veš, recimo, da sem nekaj ven vzel, kar zahteva obe moji roki. Yes! Dela! Ok. To so drugače stari sistemi, nad tem ne smemo biti preveč navdušeni. Jaz sem to prvič preizkusil že več kot 10 let nazaj v Passatu, se spomnim, gledam nič novega. Pojmo naprej. Gume so pa tudi stopne, tako kot imam na Darkotu. Conti Premium Kontakt. Pogled, takole izgleda kokpit. Na prvi pogled zlahka rečemo, da gre za old school pristop z veliko stikali, s čemer ni absolutno nič narobe. Tudi stopna uporabnosti je povsem ok, torej veliki predali v vratih, pa ogromna površina za brezstično polnjenje telefona, pa potem še zraven USB-C, klasičen USB, dva cup holderja, pa še eno odlagališče tukaj, pa en zelo priročen predal z eno poličko. Jaz smo recimo tukaj letošel, pa pol tole odstraniš, pa dober. Stav, zapremo, naslon je pomičen po dolžini, mrskje se tega ne da narediti in mi gre to fejst na jetra. Da je tale termoska Fordova je totalno naključje, ampak jaz tukaj ven vsak dan pijem kavo. Ok. Zdaj pa ne narediti napake, pa pogledati te armaturke, ki je razmeroma zadržana s klasičnimi stikali, sicer tudi z delno digitalno instrumentno ploščo. Kljub temu je tale Kuga, in tukaj moram pohvaliti, opremljena z res naprednimi varnostnimi sistemi. Ne bom vseh našteval, ker bi bilo tega zares veliko, ampak vzorno pomaga. Všeč mi je bilo recimo tudi to, da zna radarski tempomat samodejno prilagajati hitrost avtomobila glede na omejitve. Moram priznati tudi, in to se ne zgodi pogosto, oziroma je to izjemno redko, da sem v enem trenutku tukaj v Ljubljani, v Šiški, na Celovški, na drugi strani zagledal en precej fin športni avto, sem za hip odvrnil pogled s ceste in me je ta Kuga z glasnim zvočnim, pa tudi rdečim velikim grafičnim opozorilom opozorila na možnost trka. Ne rečem, da bi se zaletel, ampak pomagal pa je. V trenutku sem bil spet, ok, tukaj sem. Yes, ok. Ves čas moram nekaj ok pritiskati, ok za to, ok za uno. Ponovati običajno preden spelem, da to ni, da to bo. Skozi se moram malo z njim pogovarjati, ok, ja, pejmo že, ok. Zaslon, gledaj z armaturke, ni prevelik, glomazen, občutljiv na dotik, ta odzivnost je dobra. Sync 3 se imenuje, jaz moram priznati, da je povsem korekten, ampak v tem trenutku mene zanima. Vsi tisti, ki imate glasovno uporabljanje v avtih, dajte mi povedati, koliko vi to prav zares uporabljate. Mene pa to res zanima, ker jaz večino teh sistemov poznam, ampak se na njih kljub veliko izkušnjam, veliko kilometrov in kljub predznanju, ki ga imam, kako te stvari uporabljati, preprosto jih ne uporabljam veliko. Zato me zanima, kako pa ti, a ti uporabljaš to ali ne. Drugače pa lej, tle ni da ni. Ford je z temi vmesniki zelo na tekočem, grafično, pa tudi oblikovno, pa kaj pa jaz vem. Pa razume se s telefoni, pa tako naprej. Brez to sploh poudarja. Lej, preden gremo na štrom, na porabo, na to, kaj nakup priključno hibridne Kuge pomeni za tvoj tošelj, dajmo se lotiti mal videza. Jaz moram priznati, da mal pogrešam tiste prve Kuge. Je res, da zdaj se oziram daleč nazaj, ker prva Kuga je prišla kdaj? 2.6, 2.7, 2.8, takrat enkrat. In ta prva, potem tudi ta druga Kuga sta bile fej športne. A veš, tiste Kuge so... evo ga. Hočem reči, da skozi leta je Kuga iz izrazito športnega terenca nastala samo še manj izgubila tistega športnega pridiha, s čemer konec koncev ni nič narobe, se celostno je napredvala. Sicer pa, priključen hibrid, bencinski del imaš 2,5 litrski štirvaljnik, sistemska moč dobrih 220, koliko 225 konjev, dobrih 9 sekund do 100 poraba. Aha, zdaj pa pridemo do varčnosti, ali pa premogoče usklajeno. Seveda ti sam zbiraš, a bi se pelil samo na štrom, a bi rad del štroma prišparil za na konc, ki je treba domov priti, ali pa ki bi se rad pelil v mestu brez emisij. Vse to drži, vse to dela tudi razmeroma dobro. Kaj sem hotel reči?
In po več kot 1500 prevoženih kilometrih, večinoma na avtocesti, z veliko prtljage, z veliko ljudmi, čeprav so bili trije bolj majhni, se je moja povprečna poraba ustalila na 6,4 litra na 100 km, kar je zelo dober podatek, glede na to, kako velik, težek avto je Kuga. Kaj se pa zgodi, ko se peleš večinoma na štrome, to je pa druga zgodba, ne? Takrat poraba seveda pade znatno. A si kupiti za ta avto, a imaš možnost polnjenja, kje boš polnil doma v pisarni, koliko kilometrov na dan narediš, a se ti to splača, to moraš pa itak sam pogruntati. Jaz recimo nisem ta človek. Vsem sem preveč na avtocesti, moje dnevne razdalje so preprosto prevelike, ampak razumem pa, da bo to za nekoga taman. Mimogrede, Ford za električen doseg navaja cifro dobrih 50, če ne celo 57. Vse je mogoče, vse je odvisno od tebe. Pa tudi podvozje je še kar v redu naštima, zdi se mi, da dobro blaži, da je precej tiha, ne izstopa v nobeno smer, rekel bi segmentno povprečje. Pa preden potegnem črto, še dve stvari, ki ste me mogoče malo zmotile. Za še več udobja bi si želel mal daljši sedalni del voznikovega sedeža. Ta druga stvar pa, in ob tem poudarjam, da se testni avtomobili, ki so namenjeni novinarjem, običajno poslovijo tam pri največ 20-22 km, tale jih ima pa že 42 000, ampak kljub temu se mi zdi, da bi moral Ford izboljšati kakovost nekaterih malenkosti, recimo telih stikal, vidiš, kako so na vrhu obrabljena. Do podobne obrabe je prišlo na voznikovi in sovoznikovi strani. Ok, zdaj pa cena, ne? Lej, kupljenih oprem, Titanium X, Vignale, ST-Line in tako naprej, ampak v grobem, če ti gledaš priključenega hibrida, dobrih 40 €. Drži pa, zdaj sem skočil na net, da Ford ponuja tudi neke akcijske popuste, tega ni malo 4,5 €, kar pomeni, da si pol res na 40 ali pa še malo pod. To se mi zdi pa že dobra cena. Zdaj pa preden zaključimo samo še en dodatek, ki ga verjetno že mrzdo od vas poznam, ampak meni je še vedno simpatičen. A veš, gre za tale varovala, ker pač če veliko parkiraš na parkplacih, pa imaš avte levo, desno, dejansko so velik pomagač pri tem, da ti ne opraskaš svojega avta ali pa drugega tudi. Lega, vidiš? Poglej, kako vam pride in zaščiti rob tvojih vrat. Pa spreji tudi, vidiš? Ford je ta sistem uvedel, se mi zdi že, da je 10 let nazaj, vsaj, kar je dobro, ne slabo. To je to, lepo se mej, Kuga gre domov, ajde.